Evangeličanska cerkev že nekaj let organizira poletni tabor za mladi rod. Letošnji je potekal v Domanjševcih, ob cerkvi in v župnijskih prostorih. Zadnji dan tabora smo jih obiskali s kamero in mikrofonom. Mitja Andrejek, evangeličanski duhovnik ter vodja tabora, nam je predstavil letošnje dogajanje. Tabor, ki ga prirejamo že letos četrtič, je letos na novi lokaciji pod okriljem naše celotne evangeličanske cerkve. Odločili smo se, da bomo kljub razmeram, seveda z vsemi priporočili in pa dovoljenji, izvedli tabor, to neko poletno varstvo, na ta način omogočili mnogim staršem, da jim en teden olajšamo pri organizaciji skrbi za otroke. Otroci so različnih veroizpovedi, ne samo evangeličani, so tudi drugih, in želimo, da bi otroci ta en teden skupaj z nami, predvsem tisti, ki so povratniki, doživeli nekaj novega, tisti, ki pa so prvič in jih je letos kar nekaj na tem otroškem taborju, pa doživeli ta teden malo drugače, kot pa so mogoče navajeni svojega vsakdana. Za tolikšno število otrok, več kot 40 na letošnjem taboru, je potrebna dobra priprava in še boljša organiziranost. Letos nas je kar lepo število animatorjev skupaj z kuharicami, ki so pa seveda nepogrešljive, najpomembnejše. Skupaj nas je 11 animatorjev, ki jih že počasi, tudi po 4 letih, dobivam kot samostojne, ki že prihajajo s svojimi idejami. Nekje dobro 2 do 3 mesece traja ta priprava, da se vse organizira okrog prehrane, do oskrbe, do delavnic. Delavnica, ki pa poteka letos pod temo voda. Letošnji tabor smo poimenovali Aqua tabor. Želimo tudi mi prispevati k temu, da kot cerkev ozavešča mladeže, otroke, kako pomembna je skrb za naravo, skrb za okolje. Letos je to voda in zato smo dopoldanski del delavnic namenili v povezavi z Svetim pismom, z zgodbami, kjer se pojavlja voda, to je od Nojeta, to je Jona in pa seveda Jezus, ki vključuje v svoje delovanje vodo. Popoldanski del je bil pa vedno namenjen nečemu drugemu, nečemu bolj svetovnemu. Tako smo imeli recimo obisk gasilcev, pogledali smo si malo tudi vodo okrog našega prostora, kjer se nahajamo, izdelali smo tudi kakšen izdelek na podlagi z povezavo z vodo, kjer se vključuje nekako v življenje in pa v okolje. Ker gre za dnevni tabor, torej da otroci pridejo zjutraj in popoldne odidejo, naj bo zadnji dan letošnjega tabora res nekaj posebnega, tako pričakujemo tudi starše, da nekaj trenutkov doživijo še z nami. Seveda pa naj bo spomin na tabor, igra, aktivnosti, s pravim zaključkom, kot vsako leto dobimo letos tudi torto ob zaključku tabora iz Mlinopek Murska Sobota, ki nam vedno vsako leto, že četrtič, prinese ob zaključku tabora torto, da na ta način mnoge buške, ki so se zgodile, mnoge joke, ki so se zgodili, mnoge pogrešljive mamice, za katerimi smo jokali kljub vsemu na tabori, na ta način malo z sladkimi in prijetnimi trenutki zaključimo. Letos nas je bilo 42 otrok, seveda pa iz celega zahoda do vzhoda tega severnega dela Prekmurja. Kako je delo z mladimi v skupini ocenila ena od animatork, Karmen Vrečič-Kar. V bistvu sem sedaj kot animatorka prvič, ampak zelo rada delam z otroki, zato sem se tudi za to odločila. Skupina je, potrebno je paziti, ves čas moraš biti na preži, ker nikoli ne veš, kaj se kdaj zgodi. Ko je pa individualno delo, je pa vseeno lažje, ker takrat si pa sam z otrokom in ga lažje nadziraš in paziš. Karmen je po poklicu glasbena pedagoginja, prepevanje in nasploh glasba pa sestavni del tovrstnih taborjev. V bistvu smo vključili 2 pesmici, smo se naučili, malo smo dodali tudi koreografije, da bo bolj zanimivo. Otroci pridno pojejo, so si zelo hitro zapomnili pesmice. Zadnji dan tabora smo pri delu zmotili skupino otrok z animatorko Katjo Šeruga. S čim so se pravzaprav ukvarjali? Z otroki danes ustvarjamo, sicer rišemo na majice. Otroci si lahko pač narišejo karkoli, pa jim to ostane za spomin na letošnji tabor.
In kakšno je po njeni oceni razpoloženje in počutje otrok na taboru? Otroci pravijo, da jim je lepo tukaj. Starši so povedali, da otroci komaj čakajo zjutraj, da grejo na tabor. Danes smo jim pripravili napihljiva igrala, kjer se bodo kasneje zamotili. Prišli bodo tudi starši, imeli bomo torto in se malo pogostili. Samo pogostitev in odlično hrano sva bila deležna tudi vaša poročevalca. Od vseh udeleženk in udeležencev tabora je bilo slišati samo pohvalne besede na kuharice, ki so 5 dni skrbele za hrano na taboru v Domanjševcih. Sestavni del takšnega dogodka, v vseh pogledih izvrstnega, so zraven odlične organizacije in zelo dobre animacije tudi otroci, ki se že veselijo ponovnega snidenja prihodnje leto.